Danes sem vam povedal, kako uspeti na poslovnem področju in postati srečen. Moje ime je Tomaž Gorec, sem podjetnik že okoli 30 let, oziroma s podjetništvom, neke vrste podjetništvom sem se začel ukvarjati že, ko sem bil star 15 let, tako da lahko rečem, da imam na področju podjetništva že več kot 30 let izkušenj. Če se sprašujete, ali sem prava oseba, ki vam lahko kaj na to temo pametnega pove, svetuje, naj navedem dva razloga, ki vas bodo mogoče prepričala. Prvi je ta, da sem, bom rekel, dokaj uspešen podjetnik. Podjetja, katerih lastnik sem in solastnik sem, bojo v letu 2020 ustvarile okoli 3 milijone prihodkov, tako da to je kar lepa številka, sicer še vedno obstajajo mnogo bolj uspešni podjetniki. Zdaj, se pravi, nekaj moram vedeti, pač če gre tem mojim podjetjem, bi rekel, tako dober. Poleg tega imam pa izkušnje z najrazličnejših področji, zelo veliko stvari sem jaz delal. Med drugim sem imel diskoteko, proizvajal sem eno pijačo, imel sem proizvodnjo betonskih robnikov, kuverte sem prodajal, baterije za mobilne telefone sem prodajal. V glavnem, ni skoraj stvari, ki jo nisem delal, tako da izkušenj imam res veliko, ampak zdaj v podjetništvu je tako, ni glih ravno najboljše, če ti skozi skačeš iz ene panoge v drugo, ker najboljše, če si skozi v eni panogi, pa si tam dober. Ampak je pa zadeva taka, da zdaj, če pa malo, bom rekel, skačeš, malo spreminjaš panoge, je pa ves čas bolj interesantno, pa ni dolg čas. Tako da to se mora vsak sam odločiti. Kljub temu, da mi gre relativno dobro, se jaz nikoli ne hvalim s tem, ker to mi nikako nič ne pomeni. To, da sem povedal danes, koliko imajo moje podjetja prihodkov, to je bolj slučajno, kakor pa običajno. To sem vam povedal izključno zato, da pač mi boste majčkeno bolj verjeli, kar vam bom danes povedal, tako da vas nekako prepričam, da mogoče imam za vas kakšen pameten nasvet. Zato sem mogel to imeti. Drugače pa lahko povem, da sem se še pol leta nazaj vozil z 13 let starim golfom, ki sem ga pol sicer mogel zamenjati, ker je šel čist proti koncu in je bil več na servisu, kakor pa v voznem stanju, tako da sem se pač mogel zamenjati. Drugače pa, se pravi, na to bogastvo ne dam veliko. Meni veliko več pomeni, da se ljudem pohvalim s tem, da sem videl veliko sveta, da sem marsikaj doživel, da sem nekako razgledan, tako da meni to bistveno več pomeni, kot pa, da imam avto za 100.000 evrov ali pa, ne vem, jahto, $500.000 ali kaj takega. Drugi razlog, zakaj mi lahko verjamete, da vam bom kaj pametnega povedal, je pa verjetno tudi ta, da jaz vam danes v temle mojem prenosu v živo ne bom absolutno nič prodajal. Jaz pač tole delam zato, ker rad to delam, rad govorim. Zdajle teli časi koronavirusa, itak nimam kaj delati, dolgčas mi je, če sem iskren, na trenutke me celo kakšna depresija prime, ker pač nimam kam za iti, pač jaz rad na potovanje hodim in tako naprej. In zato sem se odločil tole narediti. Vam pa ne bom nič prodajal, absolutno nič, ker itak imam dela preveč.
So pa običajno, ja, takili, bom rekel, webinarji, videoseminarji, pa je večinoma namen, da ti pol ljudje, ki to imajo na koncu, ponudijo nekaj v stilu, kako hitro in brez dela dobro zaslužiti, postati finančno svoboden. Jaz, ko slišim to besedo finančno svoboden, takoj pomislim, da gre za neko nategancijo. Ker to, veste, postati finančno svoboden, bom rekel tako, pa da ti to nekdo obljublja z malo dela, to ne gre. Jaz takih ljudi ne poznam. Če pa vi koga poznate, bom pa vesel, če mi poveste za njega, pa bi ful z veseljem naredil takole intervju. Jaz sem drugače bolj tisti človek, ki se drži pravila, nema hleba brez motike, in jaz mislim, da človek lahko uspe samo s trdim delom. Seveda mora biti zraven tudi malo iznajdljivosti, pa mogoče tudi sreče, ampak kar iz neba pa nič ne pade. Jaz poznam zelo veliko uspešnih in bogatih ljudi, pa lahko za 99% teh ljudi trdim, da so mogli delati, zelo delati, garati od jutra do večera, sobote, nedelje, da so prišli do tega uspeha, ki ga imajo. Plus tega, da so mogli imeti še malo sreče, pa verjetno znanja, tudi nekih sposobnosti, ampak ne poznam pa človeka, ki bi uspel in obogatel brez dela. Zdaj, če ste oseba, ki išče možnost, kako zaslužiti na hitro brez dela, potem tale video ne bo za vas, ker jaz tega ne znam. Če pa kdo zna, pa da mi bo to povedal, bom pa tudi vesel. Tako da to bi bil na hitro en tak uvod. Dajte mi se malo povedati, če me dobro slišite. Grem jaz tudi tukaj gor na tole svojo stran, da se vidim. Povejte mi, če me dobro slišite. Nimam mikrofončka, ki sem ga nekomu posodil, pa mi ga ni nazaj prinesel, pa sem ga tudi zdajle klical, da bi ga šel pol, pa ga človeka ni bilo. Čakajte. Kje je zdaj to? Ja, evo, da vidim. Pravite, da je vse. Ok. Super, samo da me slišite. Evo, bomo kar nadaljevali. Vidite, dobro sem se pripravil, gledajte, koliko sem si napisal. Sicer moram malo večje fonte uporabljati, ker malo slabše vidim. Imam sicer očala, ampak danes jih nimam s sabo. No, naj še povem, da tistemu, ki mi bo v trajanju tegale prenosa v živo postavil najbolj zanimivo vprašanje, mu bom podaril tole mojo knjigo z naslovom Kako do prvih mest na Googlu. Drugače sem teh knjig 700 prodal, dobil sem veliko pohval za njo, tako da mislim, da je to lepo darilo. Lejte, si pa vzamem pravico, pač, da bom sam določil, katero vprašanje je meni bilo najbolj zanimivo, oziroma pač komu bom pač to knjigo dal. Lejte, verjamem, da bo več takih, kot je to napisal, ampak za enega se bom mogel odločiti. Nimam pa nobenega razloga, da bi se za koga odločil, ne vem, na osnovi prijateljstva ali kaj takega, tako da pač bom probal to čim bolj pošteno pač nekomu dati. Evo, lejte, to je to. Zdaj pa, če gremo kar naprej. Lejte, jaz sem bom najprej predstavil 6 stvari, za katere sem prepričan, da vam bojo pomagale, da boste postali uspešni in tudi bolj srečni.
Vseh teh 6 stvari, ki bom naštel, veljajo in za poslovni uspeh in za osebni uspeh. V to sem prepričan. Saj pravim, če se pa kdo kdaj kaj ne strinja z mano, kar bom povedal, naj lepo komentar napiše, me zanima. Če se strinjate, tudi napište, lejte, me zanima ta feedback. Lejte, prva stvar, ki vam jo svetujem, je ta, da boste športno aktivni. To, dokler to ne probaš, ne veš, kakšne čudeže to dela. Lejte, jaz sicer nisem neki doktor, neki znanstvenik, da bi se to razumel, zakaj sploh je tako. Ampak lejte, po lastnih izkušnjah vem, da je tako. Plus, prej sem omenil, da poznam kar veliko uspešnih in bogatih ljudi. In bom rekel, vsaj 80% teh, ki so uspešni in bogati, se redno ukvarjajo s športom. To, lejte, ukvarjanje s športom, prvič vam prinese neko samozavest. Jaz, ki grem teč, jaz sem tako zelo samozavesten že med tekom, da imam občutek, da če bi kdo s puško streljal name, da bi se metek od mene odbil. Malo se tole čudno sliši, ampak lejte, res je tak občutek. In jaz močno verjamem v moč misli. Lejte, jaz tudi običajno, ko grem teč, pretečem toliko, kolikor se mentalno pripravim, da bom pretekel. Če padem eno tako pozitivno razmišljanje, vidim en hrib pred seboj, pa da verjamem, da ga bom pretekel, potem ga bom zagotovo pretekel. In vse je v glavi. No in lejte, to sem prebral, ko greš ti teč, ko si fizično aktiven, ali teč ali na kolo, ali na karkoli, se ti pač izloče tisti endorfin, ali kako se pravi, hormon sreče, in pač zato se tudi boljš počutiš. Jaz si velikokrat, ko grem teč, rečem, wow, kaj se super počutim, ampak zanimivo, da naslednji dan to že pozabim in potem ne grem teč. Kakšna neumnost, ne? Tako da, potem, lejte, jaz vse najboljše ideje sem dobil, ko sem šel teč, pa jaz imam tak sistem. Jaz v eno smer tečem, običajno imam tudi cilj nekje višje, kakšnih 100-200 višinskih metrov, in to, ko pridem pol gor, to je neka zmaga, se počutim zmagoslavno, vesel sem, uspel sem in potem pa nazaj pa hodim in takrat mi možgani najbolj delajo. In takrat dobim največ poslovnih idej in tudi največ idej, kako si moram poštimati privat življenje. In tudi za privat življenje je ta fizična aktivnost pomembna, ker se ti počutiš bolj samozavestenega. 100% se počutiš. Zdaj, če to ne verjamete, probajte, pa boste videli. To sem prepričan. V knjigah to prebereš, ljudje ti povejo, na vse probaš, tako da to je moj prvi nasvet za poslovni, pa tudi osebni uspeh. Nič razmišljati zakaj, samo pejte teč. Če se vam teč ne da, pejte na sprehod, pa boste že videli, da se boste boljš počutili. Seveda, veliko boljše, da greste teč kot na sam sprehod, da se res prešvicate, ker to je potem čist nekaj drugega. In potem boljš spiš, zjutraj lažje vstaneš, drug dan imaš več energije, služba je lepša, mislim, ne vem, se boljš počutiš, tako da to je res toliko pozitivnih stvari, da ne moreš verjeti. Nič, gremo zdaj na drugo točko. Glejte, ena zelo pomembna zadeva, da si ti uspešen, pa tudi srečen, je ta, da ne zavidaš drugim.
Čeprav to je zelo težko. Jaz tudi priznam, jaz sem bil, mislim, bom rekel, tudi še, ko sem smrkot zbil, če se je kdo v lokal pripeljal z boljšim avtom, kot sem se jaz, me je bil človek predsmotan. Na živce mi je šel. V bistvu je pa to bilo zato, ker sem mu bil navoščljiv. In dokler imaš ta breme nad sabo, nikakor ne moreš biti srečen in tudi na poslovnem področju mislim, da si manj uspešen. Čeprav ta navoščljivost, je lahko tudi motivacija, Mrzdo uspe zato, ker je navoščljiv prijatelju, sosedu, znancu, ker mu boljš gre in pol se bo raztrgal, da ga bo prehitil, da bo boljši avto kupil, da bo njegova firma več imela dobička, da bo mu vikend na morju in tako naprej. Tako da v poslovnem področju je to lahko tudi pozitivno, ampak v končni fazi pa to toliko negativnih stvari na človeku prinese, da je to groza. In tudi negativno na poslovnem področju pa to vpliva zato, ker ste vi nekaterim ljudem navoščljivi, ki jim dobro gre. Glejte, moje vodilo je zmeraj, če nekomu dobro gre, mislim, jaz kaj mu bom navoščljiv? Jaz sem sam ful vesel, če imam možnost se z njemu iti na kavo, da ga lahko kaj vprašam, da mi kaj pove in tako naprej. Ampak jaz vem, da tega v Sloveniji je zelo malo. Ljudje so tako navoščljivi drug drugem in če so bolj uspešni in grejo na živce. Glejte, to jaz tudi v poslu vidim. Jaz sem človek, ki rad sodeluje. S kom kaj, da ima to dva korist. In če jaz nekoga kontaktiram, da bi z nekom sodeloval, jaz zmeraj več ponudim, kakor želim nazaj dobiti. Pa tudi, če drug mene kontaktira, pa vidim, da ima neko pošteno ponudbo, mu jaz tudi probam dati čim več, zato, ker pač meni nekaj, če me nič ne košta, mi ni težko dati. Pa če vem, da je tudi to nekaj zame naredil. No, je pa res, če pa vidim, da me če kdo nategnit, stismo pol, pa tudi na kavo ne grem, pa če me na kolenih pros, Tuk pa imam ego, pa sem trmast, pa tako naprej. Da vam povem en primer, jaz sem kontaktiral en spletni portal, če bi bili za kakšno sodelovanje, če bi se na sestanku dobili, da bi jaz do njih prišel. In oni so me prav grdo, da kaj jim to pišem, da oni se nimajo kaj z mano dobivati. Glejte, njihov spletni portal je imel pa pol manj obiska, kakor ima moj blog. Pa glejte, jaz sem tudi strokovnjak za optimizacijo spletnih strani. Tudi če bi šel na sestanek z njim, na sestanek ponavadi tak prinesem tole knjigo, pa je človek ušenkam, že zato bi se mu splačalo z mano na sestanke, da bi to knjigo dobil. Pa ne samo to. Od mene bi ogromno človek zvedel, se verjetno bi tudi jaz kaj od njega. Vsak lahko od nekoga zve. Ampak glejte, jaz sem tem ljudem prav na živce šel, dobro, to se naredi, meni gre tudi, da je kdo na živce, Ampak probam si pot pa rečem, čak, zakaj pa gre meni ta na živce, mislim, da je mečken razmisel, a je to sam neki tvoj ego ali kaj. A glejte, ta človek, samo jaz mogel toliko na živce, da se on ni hotel z mano dobiti. Glejte, pa bi jaz do njega prišel. On bi si mogel samo pol urce časa vzeti. Jaz drugače svetovanje na to temo s računom 150 € plus DDV. On bi pa ta svetovanje za ston dobil. Pa ne zdaj, da se hvalim, da ne bo tako to izpalo, ampak sam hočem povedati, kako so Slovenci čudni glede tega sodelovanja. Vsi so prestrašeni, da nasprotna stran
bo imela več koristi kot on. Lejte, jaz če lahko nekomu nekaj pomagam, pa seveda, če ga precenim, da je okej človek, da ni glih kakšna baraba, jaz sem ful vesel, če mu lahko nekaj pomagam. Zdajle pred kratkem, je že nekaj časa nazaj, srečam dva znanca, se nekaj pogovarjata, tema sicer, ki mene nič ne zanima, to je bilo nekaj vlaganje v delnice, pa to. In jaz se pa spomnim, da imam enega znanca, ki so včasih sodelovala, sem na drugem področju, ki se je pa zdaj ukvarja s tem trgovanjem z delnicami. Ta človek je izredno pameten, en bolj pametnih, kar jih jaz poznam, in midva so se včasih to na vsake 14 dni redno dobivala in so bilo obedva mnenje, da ko iz tiste kavice greva, da so obedva trikrat bolj samozavestna in da kar nekaj hitro začneva delati, ker veva, imava toliko neke pozitivne energije je bilo. No, potem sem pa s tem človekom nekako malo stik prekinil, no, pa mi pa povedal, se enkrat slišal po telefonu, da se pa s tem ukvarja. No, in jaz sem tem dvema prijateljem rekel, ti lejte, jaz pa tole poznam enega tipa, ki se s tem ukvarja, sem rekel, lej, zmenite se za en sestanek, sem rekel, lej, če ne kaj drugega, eno pametno informacijo bosta dobila. No, in posta sem mi te dva obedva ful zahvalila, kako fino, da sem jih spoznal, ker sta res veliko zvedla, ne? In jaz sem bil vesel, da sem to naredil. Če bo ta one 2 milijone zaslužila, super, hvala Bogu. Se bomo nekje v kafani srečali, mi bo tam menda se za špricer dala, če bo ta tu zaslužila, ne? Jaz to tako gledam in jaz sem vesel, ne samo vesel, tudi ponosen, če lahko komu pomagam in da on na račun mene zasluži. Tako da, lejte, če ne boste ljudem zavedali, bo v svet veliko lepši. Sicer ni to tako lahko, kakor se zdaj rašliš, lejte, sem tudi včasih ljudem zavedal. Zdaj mi pa verjemite, da lejte, 99% ljudmi ne zavedam absolutno nič in jim privoščim vse dobro. Ta tretja stvar, potujte po svetu. Lejte, koliko vam potovanja dajo, si niti zamislite ne. Lejte, jaz zdaj, ki mi kdo, kakšen mlad reče, da bo šel delati v tujino, veste, kaj mu jaz odgovorim? Jaz mu rečem, ti boš sigurno uspel v življenju. Ker če imaš ta pogum, da greš ti mlad v tujino delati, to je že nekaj v tebi, dobil boš neverjetne izkušnje. Verjetno greš v neko bolj razvito državo delati, kot je Slovenija. In boš tam videl neke stvari, ki jih tukaj ne vidiš, in ti, če boš prišel čez 5 let nazaj, pa se tukaj nekega posla lotil, ti boš mu ful prednost pred nekom, ki tu ni bil v tujini. In lejte, tudi takih ljudi nekaj poznam, ki so šli mladi delati v tujino in vsem je ratalo. Ali so nazaj prišli, pa imajo kakšen svoj biznis, ali so ostali v tujini, pa imajo zelo dobro plačano službo, ali so pa v tujini neki privat odprli, pa jim tudi zelo dobro gre. Tako da potovanja so super, lejte, vidite, širite obzorja. Saj to je imela celo neka turistična agencija, neko tako reklamo, da potovanja širijo obzorje. In lejte, to res širijo. In vi, ki greste na eno potovanje, sploh ne veste, koliko plusa ste dobili. S tistim potovanjem mislite, da je bilo mogoče brez veze, ste mislili, ampak lejte, iz vsakega potovanja se nekaj naučiš, si bolj razgledan, več veš, primoran si se znajdeti. Seveda, če greš na potovanje v lastni režiji, jaz običajno zmeraj tako hodim in
Lejte, to je nekaj fenomenalnega. Naslednja zadeva. Bodite prijazni, pošteni, delovni. Tako vas bojo imeli ljudje radi. Bodite tudi pozitivni, ne skozi nekaj jamrati. Nekih jamračev, ki bi jamrali še, če bi na lotu zadeli, da pa morajo jeti, kaj ta denar dvigant, ne, da takih ljudi noben ne mara. Dobro, iste sorte ljudi, isti tiči skapletijo, ne, tako da kdo, ki je točno tak, jim je sicer všeč tak človek. Ampak glejte, en uspešen človek pa ne bo hodil na kavico za nekomu, ki bo samo jambral. In jaz sem en tak. Jaz z ljudmi, ki sem hodil na kavico, pa da so samo jambrali, in sem po 2 urah ugotovil, da se niso čisto nič pametnega pogovarjala, da sva samo jambrala obedva, ker pol še ti hitro padeš v to. Sem rekel, s takim ne bom jaz več hodil. Mislim, karkoli drugega se pogovarjaš, je boljš kot jamranje. Ker pol tudi na tvojo podzavest deluje, ne? Če bi ti skozi ljudi, če imaš okoli sebe ljudi, ki sam jamrajo, ja boš tudi ti začel jamrati. In te bojo oni prepričali, da je res grozno na tem svetu. Če bi imel pa okoli sam sebe, same pozitivne ljudi, pa tudi obstaja velika možnost, da te prepričajo, da je pa res vse super. Čeprav to eni pa hočejo biti malo preveč pozitivni in mislim, da to pozitivnost tudi igrajo, to ima lahko pa tudi kontraučinek. Ti grejo pa tisti ljudje na živce in jim pol ne verjameš in reče, nekaj igrajo in je pol to tako. Tako da v glavnem bodite pošten, prijazen človek in boste videli, ne, sklepite prijateljstva. Glejte, vi si ne morete predstavljati, koliko vam lahko enega človeka, ki ga nekje spoznate, koliko vam to vam lahko življenje spremeni. Glejte, saj tudi, ne vem, jaz sem včasih diskoteko Afrika Trebne in veliko ljudi mi je reklo, da so tukaj spoznali ženo, moža. In glejte, če tisto soboto ta človek, če se mu ne bi dalo priti v Afriko, bi mu drugo ženo, ali jo pa sploh ne bi imel. Tako da vidite, koliko vam ena malenkost lahko spremeni čisto življenje. In tudi en človek vam lahko popolnoma spremeni potek življenja. Mislim, kar se tiče uspešnosti. Glejte, bom čisto kratko, da ne bom predolg, povedal eno svojo zgodbo. Glejte, jaz sem nekje tam leta 2008, no že malo prej sem hodil na seminarje Aleša Lisca. On je včasih bil en največjih, ki je organiziral poslovne seminarje. In jaz sem hodil na te njegove seminarje in sem bil navdušen nad njim. Potem sem mu pa enkrat pisal, da se pa jaz ukvarjam z optimizacijo spletnih strani, to je to, kar v tej knjigi opisujem, in da če bi on mogoče bil za to, da kdaj, ko ima on seminar, da bi pa jaz ene 15 minut ljudem malo o tem povedal. Da bi čisto zastonj to predaval, ker bi me pol pač bi tudi na ta račun kakšno stranko dobil. In on mi je samo odgovoril, ja, se bova zmenila. No, pojmo po en brezplačen seminar, na vhodu dobimo en list in seznam nekih 20 seminarjev. In vmes je bil tudi seminar Internet 2, pomišljaj optimizacije spletnih strani. Sem bil razočaran, sem rekel, drugega je dolgo, pa jaz sem mu predlagal. No, pol pa tam na odru pa pove, da se lahko na te seminarje prijavimo, da so ful zanimivi predavatelji in je prvega mene tam omenil. Sem rekel, wow,
super. Jaz sem bil to čisto navdušen. No in potem mi je dal samostojen seminar. In ta seminar gre čez, jaz odpredavam, sem bil ponosen sam na se, veste kako, vam ne morem povedati. No in on pol meni piše, izstav račun za predavanje. Sem jaz rekel, Aljaž, nič ne bom si stavljal račun, ale jaz sem vesel, da si mi dal možnost. Jaz to rad delam, tudi kakšno stranko bom na ta račun dobil. Sem rekel, lejte, pa sem prosim, če bo še kdaj imel kakšno možnost, da me še kje vključiš, z veseljem, jaz to pridem brezplačno odpredavati. In tako sem še ne dvakrat za njega predaval in je pač mi rekel, ne izstavim račun, jaz sem to njegovo ponudbo zavrnil, sem rekel, ne, brezplačno, bom jaz to predaval. Spomnim se, da mi je en prijatelj rekel, kako si neumen, to brezplačno predavaš, to te pol ljudje ne cenijo, pa tako naprej. Jaz sem mislil, da imam jaz prav in sem pač bil prepričan, da prav delam, kakor delam. In evo, lejte, z Alešem Liscem so pol postala dobra prijatelja, ker sem jaz njemu zastonj predaval, se on čutil najbrž malo dolžnega, da mi kakšno stranko zrihta, se je osebno potrudil, da mi je ene zelo, zelo dobre stranke zrihtal in jaz sem mu od njega ogromno koristi. To vam sploh v denarju ne morem povedati, koliko. Ogromno. To ni 10.000 evrov. To je bistveno več. 10krat več, ali pa še večkrat kot 10krat več. Ne? Tako da, lejte, če boste vi normalen človek, vam bojo nasprot prihajali taki ljudje, s katerim boste neki normalen odnos vzpostavili in boste to imeli ogromno korist na dolgi rok. Ampak, lejte, da ne bo zdaj kdo rekel, ja, si ti tam z Alešem Liscem hinavsko delal, pa mu nisi hotel računati, zato, ker si računal na več koristi, pa to. Ne, lejte, pri mami presežem, da ni bilo tako. Jaz sem takrat res to tako mislil, pa tudi on mi je bil kot človek všeč in zato sem to naredil. Če mi on kot človek ne bi bil všeč, sem jaz tudi trmast, tudi moj ego me včasih majčken zajebava in se ne bi tako zmenila, siguren je, kakor sva se. Tako da, lejte, o tem sem vse povedal, sem prepričan, da sem dobro razložil in da razumete. Lejte, potem naslednja zadeva. Vse svoje poslovne in zasebne načrte, pa tudi neke plane, strategije, zapišite na papir. Ne v Word na računalnik. Lahko na Word na računalnik, ampak saj sprintajte to. Še boljše pa, če na roke napišete. Jaz imam en blog, ki si ideje pišem, ali pa dej, ki sem kje na kakšnem takem placu, kje na morju, pa se mi kakšne ideje porajajo, jaz v tisti zvezek pišem. Si pa dej tudi napišem na blog, ker je javno. Lejte, zdajle bom tukajle prilimal en link, tudi na osnovi tega članka, ki sem ga v nedeljo napisal, sem se odločil, da bom tole oddajanje v živo imel, ker se mi je zdelo dobra ideja. Lejte, zdaj v komentar prelepujem. Evo, je že v komentarju, imate link. Nedeljo je bil en tak depresiven dan. Jaz nisem človek, ki bi bil veliko depresiven. Sploh ne vem, kdaj sem bil nazadnje. No, zdajle, kar je pa ta koronavirus, pa sem. Mene je tu strašno, to mi je problem, ki moram v občini biti. Ne morem iti na noben izlet in tako naprej. To me ubija. Ubija in ker niti ne vidim, ker bi rekel,
čez 2 meseca bo tega konc. Ali ne vem, če bo čez 2 meseca. In to me ubija in potem še med vikendom, jaz sem drugač, nimam družine, sem samski, živim pri mami pa očetu, še staršem nimamo stikov, ker pač da ne bi slučajno zbolela za koronavirusom. Ajde se malo nadaleč pogovarjamo, sem to ni to. In glejte, meni falijo te socialni stiki, edino, kar jih imam tle v službi, in meni je to za znort. In potem, ko pa nimam kaj delati, potem grem pa nekaj pisati. Pisanje je tudi neke vrste terapija. In sem v nedeljo napisal en dober članek. Naslov je Kako bi si svoje življenje naredili idealno, če bi prišel duh iz svetilke in ti ponudil to možnost. Se pravi, da si ti lahko življenje narediš zase, čisto sam si narediš scenarij in da tak je. In glejte, štos tega je, da si vi to zapišete. Ker če si boste vi to zapisali, že ko boste pisali, boste rekli, ja si to sem jaz pa mislil, da se ne da, pa zdaj vidim, da se pa ful da. In ko boste to napisali, na koncu se boste bistveno bolj počutili in boste imeli rešitve za življenje. Jaz sem tukaj naredil za osebno življenje, kako si želim, da bi imel življenje. Lahko za posel naredite, karkoli si treba zapisati. In takole pišite. In glejte, kaj še ena dobra zadeva, če pišeš blog? To, da javno objaviš. Glejte, jaz sem pred 14 dnem sem na blogu objavil, da bom, ko pač bo to možno, ko bo pač konc tega koronavirusa, da bom organiziral izlet v Bosno in Hercegovino za moje sledilce. Jaz namreč sem velik poznavalec Bosne in Hercegovine, obiskal sem jo sam vsaj 50-krat. Res jo poznam zelo dobro, tisti, ki berete moj blog, tudi boste videli, da je ogromno člankov na to temo in tudi moj YouTube kanal je poln video posnetkov iz Bosne, Instagram slik in tako naprej. In ljudje me ful kontaktirajo, če bom kdaj jaz kaj takega organiziral, ne? Pa sem se tega branil, ker jaz nočem, da bi mi potovanja postale biznis, da bom živčen. Jaz rad potujem, rad pišem, rad vidim, da me ljudje berejo. Glejte, preberite se ta članek. Jaz mislim, da je pač ena taka zanimiva filozofija noter. Boste videli, preberite ga po cente. No, in jaz sem rekel, bom organiziral to za moje sledilce. En avtobus, pa bomo šli, ne. Bom sicer to prek neke agencije organiziral, da bo vse uradno, ker jaz nimam niti podjetja registriranega za to, niti nič, ne. Ampak se pa tudi da z neko agencijo zmeniti, ker so me že agencije kontaktirale, če bi šel jaz njim za vodiča. Ampak sem to zavrnil, ker lejte, nočem to delati. No in lejte, jaz zdaj, ko sem to objavil na blogu, da bom ta potovanje organiziral, jaz ne morem se zdaj izmisliti pa reči, ga ne bom. Bojo vsi rekli nakladač, on to tri, tako da jaz velikrat kaj javno napišem na blog, ko kdo reče, ko pa ta budala to piše, ampak jaz vem, zakaj pišem. Jaz vem, da to pišem zato, da me primora, da pol res naredim. Jaz zdaj zvečer na Facebook napišem, jutri zjutraj ob 6. grem pa teč. A mislite, da to zato napišem, da bojo vsi vedeli, da sem šel res teč? Ne, jaz to napišem zato, ker če sem to napisal, jaz pol zjutraj moram teč. Ker pol so komentarji, a si šel res teč? In kaj čem reči, da nisem šel? Ajde, enkrat na let še nategneš takole ljudi, pol te bo imel pa za nakladače. Jaz take ljudi, ki tako lažejo, nakladajo, jih videti ne morem in nočem biti jaz tudi tak v očeh drugih.
Tako da, lejte, zapisujte stvari. Lejte, jaz sem se še dobrih 10 let nazaj enemu kolegu smejal, ki je rekel, da zjutraj si najprej napiše, kaj mora narediti, da pol naredi pol več. Sem rekel, da ni treba to nič zapisati, saj jaz vem, kaj treba narediti. Ne, lejte, to je neka psihološka fora, ki ti narediš res, upam trditi, 30% več. Jaz to zdaj v polovica dnevov naredim, da si zapišem in potem najtežjo stvar naredim takoj. Poznate od Briana Tracyja knjigo Pojej živo žabo. On pravi, da zjutraj, ko prideš v službo, naredi najprej tisto, ki je toliko smotano, kot če bi pojedel živo žabo. Jaz zdaj kakšne take stvari odlašam in to, kar odlašaš, kar nekaj delaš, samo da ti se odlašaš. Grozno. Pokaj pa narediš tisto, rečeš pa, wow, ne. Tako da, lejte, to so take psihološke fore, ki sploh ne veste, koliko ste v prednosti, če to uporabljate. Še zadnja zadeva, 6. stvar, ki vam pomaga na obe dveh področjih in sreči in poslovnem področju. Lejte, ne ozirajte se, kaj bojo rekli drugi. Ljudi to tako skrbi, kaj bojo drugi rekli. Mojega očeta skrbi, kaj bojo sosedje rekli, če ne bo snega odmetal. Zdaj, ki je bilo malo snega, pa sem jaz na 24 ur videl, da je pisalo, da se bo sneg hitro stopil. In jaz se domov pripeljem, vidim očeta sneg odmeta. Sem rekel, ko pa to delaš, si se bo v 2 dneh stopil. Ja, pa ne moremo tako imeti. Vsi sosedje imajo spucano, mi pa nimajo. Mislim, bogi, revež, da se pri 83 letih tu obremenjuje. Kaj bojo sosedje? Kaj pa sosede briga za tisti tvoj sneg, če bo tam ležal? Mislim. To je neumno in tudi pol je ljudi strah neuspeha, ne, da bo kdo rekel, če ti ne bo ratalo, bo rekel, sej smo vedeli, ne. Glejte, morate vedeti, 80% ljudi, ki jih poznate, vam ne privošči uspeha. In dostikrat so te ljudje, vaši bratje, sestre, včasih celo starši, ta boljši prijatelji. Tako da ne se sekirati, kaj bojo drugi rekli. To je čist brez veze. Če boste šli v neki posel, pa da vam ne bo ratalo, ta prav prijatelj vam bo probal pomagati, vas bo probal potolažiti, ne bo pa rekel, ja, sej sem jaz ti povedal, da tu ne bo šlo, ne. Ampak tisti prijatelj ni pa nikoli še v življenju nič probal, samo pameten je, ve, kaj ne bo šlo. Jajc pa nima, da bi nekaj probal, ne. Lejte, in koliko se tudi boš počutiš, kad te briga, kaj bojo drugi rekli. Veste, kako dobro do tega pridete, da vas čisto nič ne briga, kaj bojo drugi rekli. Lejte, to je tako, kot vsaka stvar. Trenirati jo treba. Če vam ni noben žal besede rekel že 1 let, pa vam jo bo jutri nekdo, boste vsi šokirani. Joj, kaj pa zdaj to? Joj, kaj mi je rekel? Joj, ne. Lejte, če vas bi po vsak dan ene 5 vam nekaj slabega reklo, bi se pa to hitro navadili. To je tako, kot vsaka stvar. Lejte, meni je bil včas kač strah. Tako me je bilo kač strah, ta video, ki ga zdaj gledate, bo na koncu najbrž ene 20.000 ogledov, ali pa 10.000 saj, in vam garantiram, da je malo ljudi tole gledalo, ki jih je toliko strah kač, kakor je bilo mene. In veste, kako sem se tega odvadil? Sem rekel, mene je bilo toliko strah, da sem rekel, zdaj pa se moram jaz tega odvaditi. In bolj hodiš na potovanje
in si v neki ful lepi naravi, prav to je bilo, se spomnim, v Venezueli. Prišel sem na en tak lep kraj, sami slapovi, to je bilo fantastično. In jaz skoživčen, kje bo kakšna kača skočila. Jaz sem prav mislil, da mene čakajo. In sem rekel, nič, tega se moram jaz odvaditi, da me kač ne bo strah. Glejte, pol kjerkoli takole kje, ko sem bil na potovanju, pa kje kakšen vodič, pa je vpu, pridite kačo pogledat, pridite kačo. Jaz sem zmeraj tekel, da sem jo videl. 5krat sem jo videl, pa sem se že navadil. Potem sem še gledal dokumentarce od kač, da sem se navajal. In zdaj se kač popolnoma nič ne bojim. Bilo je pa še to, da sem pa čišči strah zgubil, je bilo pa še to, da sem nekje prebral, da zadnja smrtna žrtev v Sloveniji zaradi kače je bila tam leta 1950 pa še nekaj. Se pravi, pred več kot 60 leti. Tako da, kaj če se pol kače med, ne? Tako da, vse, kar se bojite, morate početi. Če se bojite višine, pejte na višino, pa gledajte dol, jaz sem prepričan, da bo ta strah zginil. Jaz sem veliko takih strahov. Mene je bilo tudi višine, me je bilo včasih strah. Zdaj me ni nič, plezam, ne vem, kjerkoli dol v prepad pogledam, pa take zadeve. Tako da, to je treba trenirati. In tudi to, kaj bo drugi rekel. Glejte, jaz tole, ko sem malo s tem, bom rekel, blogerstvom, pa to ukvarjam, pa imam na Facebooku 75,000 sledilcev, pa to, glejte, jaz ni dneva, da ne dobim nekega negativnega komentarja, dobro, da je kakšen dan, je da ga ne, pa potem enkrat 10 komentarjev dobiš takih zelo, zelo grdih, ne. Glejte, sem se to čist navadil, handlat, jaz sem celo vesel, če ga dobim. Zato, ker ta človek vem, da mi je samo navoščljiv. Nič drugega, zato čez mene pluva. In tu skozi vedno in vedno in vedno isto. Zastopam slučajno na letu na moj video, mu mogoče moja faca ni všeč ali pa ne vem, mu grem nekaj na živce, zastopam, napiše en komentar, mogoče malo v efektu. Ampak če pa to dela že eno leto, na vsake toliko časa, to pa pomeni, da ti mora imeti na živce tako, da se Bog usmili. In kdo ima tle večje probleme? Jaz ali on? On zgublja svoj čas, da mi tle komentira, pa iz sebe budalo dela. In jaz sem vesel takih, mene to sploh nič v slabo voljo ne spravi. Ampak se moraš tega navaditi. Pred 5 letom so mi ljudje pisali, samosansko službo, razpis za na Filipine iti. So mi ljudje pisali na Tegancija, da se to že več kot 5 let nazaj. Mene je to tako prizadelo, da bi se jaz v avto usedel, šel človeka najdet, pa ga bi sklaftal. Zato, ker me je to prizadelo. Če se ne vem zdaj, zakaj me je. Vi lahko meni rečete, da sem baraba ta velika. Jaz vem, da nisem, če ti tako misliš, tvoj problem. Pa tudi, glejte, vsem ljudem ne morate biti všeč. In glejte, če imate le 10 ljudi okoli sebe, s katerim ste dobri, pa katerim zaupate, je to ogromno in to boste veseli. Za vse ostala pa brigajte, naj rečejo karkoli, to se nimaš čist kisipirati. Tole je bil ta prvi del, zdaj bomo pa še nadaljevali, imam še kar nekaj zapovedati. Ostanite do konca, če pa slučajno nimate čas. Jaz takele zadeve, take videoposnetke običajno poslušam v avto, ko se kam vozim, ko grem v službo, ko grem iz službe, če grem na kakšno službeno pot, jaz poslušam YouTube, jaz ne poslušam radija. Na YouTubeu zberem, kar mi paše in to je to. Še zmeraj ne pozabite mi zastaviti vprašanje. Tisti, ki mi bo najbolj zanimivo vprašanje postavil, bo dobil tole mojo knjigo. To bom ko bo končano, bom enega najdel in tudi objavil.
Tako da mi pa gremo naprej. Glejte, zdaj pa naslednje 3 stvari, ki vam bom povedal, so pa samo, kar se tiče teme, da uspeš na poslovnem področju. Glejte, drugače, da sem načkeno vodo naredim. Glejte, priložnost je danes toliko, da mislim, še nikoli jih ni bilo, niti približno, toliko. Glejte, jaz tudi to vidim, ko za stranke delamo. Ene stranke prodajajo, imajo spletne trgovine, prodajajo neke stvari, ki se vprašam jaz, pa kako te preživijo? Potem pa vidim, da jim ful dobro gre. Kar jim seveda privoščim, hvala Bogu, da jim dobro gre, da lahko nam plačujejo račune, da še kaj dodatno naročijo in tako naprej. Pa tudi jaz ljudem privoščim, pa jim res iskreno privoščim. In to mora vsak tako gledati, da drugem privošči, ker to imaš potem en notranji mir, ne pa da te še, tukaj je zaslužil, ne, pa si živčen. Tako da priložnosti je res to, gledajte, sem včeraj eno spletno trgovino klical, ker bom na čaku, hočem kupiti za darilo šah. Ker se mi zdi šah, ne, če otrok začne šah igrati, po mojem je ta otrok potem vsaj za 20-30% bolj pameten. Poznam kar nekaj šahistov, to so tako pametni ljudje, da si misliti ne moreš. In sem rekel, bom jaz to ne čaka šah naučil igrati, pa jaz sem tudi rad včasih šah igral. Zdaj na začetku, ko ga bom učil, bo malo dolgočasno, 5 let je šele star, najprej bo šla samo s kmetem, ki preskakuješ, pa ga počasi učil. Pa gledajte, sploh nima to veze, hotel sem vam povedati. Iščem šah. Vidim, ena spletna trgovina, ki sem že enkrat pri njih nekaj kupil, vidim, imajo šah. Pišem, imate šah na zalogi? Nimamo. Tistega, ki sem ga izhotel. Vprašam še za ene 2 druga, nimamo, zdaj je vse razprodano. Uno, ki so pa imeli, je bilo pa brezvezno, zdaj če za daril kupiš, pa moraš malo bolj kupiti, ne. Mislim, ne tisto na platnu, ne res, da je škatla lesena in to je to. Pol najdem eno drugo spletno trgovino, ki je tam nekje, bom rekel, dizajn iz leta 2008 in jaz niti nisem bil siguren, sem rekel, moram to plačal, pa sploh dubo ne. In zavrtim telefon, pokličem, sem rekel, šah bi, imate ta šah, jutri pride. Aha, sem rekel, koliko hitrega pa lahko dobim? Ja, je rekel, 200, kako boste plačali? Jaz sem rekel, jaz bom to kar po predračunu plačal. Sem rekel, ja, je rekel, pol boste dlje čakali. Sem rekel, zakaj? Se čez pol ure vidi. Prav, ja, veste, mi imamo 1000 naročil na dan in preden to obdelamo, traja. In najdlje traja, če plačate na TRR. Te mi je rekel, da če prek PayPala plačaš, da to takoj vidijo, da ti zgre prej. Sem rekel, 1000 naročil imate na dan. Lejte, če sem pa vsako naročilo 1 evro zaslužijo, pa verjemite, da bistveno več je to 1000 evrov na dan. Seveda, to ne pomeni zdaj, da boste vi eno spletno trgovino odprli, pa da boste kar prodajali. Lejte, to ne bo, če to mislite. Ampak lejte, so priložnosti, so in jih je ogromno teh priložnosti. Jaz jih vidim, kolikor jih šte. Res. No, zdaj bom rekel, če se malo spogledujete s podjetništvom, malo razmišljate, da pa mogoče bi kdaj kaj pa tako. Zakaj bi jaz vam čista prva stvar svetoval, da začnete brati knjige na to temo. Dobili boste znanje, ideje in kar je mogoče pa še najbolj pomembno, samozavest. Meni se dostikrat naredi, da ko preberem eno knjigo, rečem, wow, kaj sem se pa jaz tle naučil.
In se imam za ful bolj pametnega. Mislim, za ful pametnega. Vem, da sem dobil znanje, ki mi bo ful koristil. In tako pol, mislim, jaz sem kar kreativen pri vseh svojih poslih, ne. To sem zaradi knjig dobil. Ker v knjigah bereš in pol razmišljaš in to knjige so neverjetna stvar. Enega tipa poznam, ki zdaj tudi več milijonov ima premoženja. On je pred 20 letom delal v eni veliki državni firmi, ne smem povedati kateri, ker me bojo še oni lahko kaj tožili ali pa napadali. On je mu tako službo, da je mogoče malo pretiral, jaz sem vam tako povedal, kakor mi je on povedal. On je rekel, da pol ure do maksimalno 1 uro na dan je imel dela, pol ure je imel malco, okoli 6 ur pa pol je pa knjige bral. In je v enem letu prebral 120 knjig v službi. In on pravi, da na osnovi teh knjig je začel razmišljati o biznisu, o vsem, in on čist po teh knjigah je potem mu življenje šel in on je zdaj ima premoženja več milijonov. Iz nule je začel, čiste nule, ni iz podjetniške družine, rečemo, jaz sem, moj oče bil že podjetnik, je bilo zdaj, to je že ne 55 let stara firma in jaz sem imel neko osnovo, mi je tudi lažje bilo, ne. Meni je bilo zelo lahko, če tako pogledam, ne. Ampak glejte, tudi primeri, ne, glejte, če pogledamo danes vse te najbolj uspešne ljudi, ki so na tej lestvici najbogatejših v Sloveniji, glejte, to so večinoma vsi z nule začeli. Na nuli, čist, bili so nekje, ne vem, delali, ki bi zdaj rekel za 800 evrov, pol so pa nekaj sami začeli delati. Tako da, glejte, pa jaz verjamem, da v današnjem času je lažje iz nule začeti, kot je bilo to pred 20, 30 ali 40 letem. Glejte, knjige imamo. Veste, koliko je čudovitih knjig, ki se z njih toliko naučite, da vam ne morem povedati. Jaz že dolg časa imam to teorijo, da če preberem poslovno knjigo, sem jaz za 2000 evrov več vreden, če pa preberem neko leposlovje, sem pa 500 evrov več vreden. In če sem na dopust grem, sicer zdaj imam zelo aktivne dopuste, včasih sem pa tudi mu dopust, da sem malo ležal na plaži, mislim, sem šel zjutraj teč, pol pa na plažo, pa sem knjige bral. In jaz, ko sem poslovno knjigo prebral, pa sem potem z dopusta prišel, pa sem prebral, ne vem, 2 poslovne knjige, eno leposlovje, pa sem rekel, 4500 evrov sem več vreden in sem to jemal, kot da sem 4500 evrov zaslužil. In dejansko se upam trditi, da sem jih. Potem, pač firma je potem enkrat to zaslužila, zaradi tistega mojega znanja in tako naprej. In to knjige, to je neverjetna zadeva, to samo berite. Sicer res je, da morate pol tudi v akcijo iti. Kot da to je prva zadeva. Ta druga je, obiskujte seminarje. Glejte, dobro, zdaj koronavirus. Ko pa ni koronavirusa, je pa zdaj, veste, koliko je zdaj brezplačnih seminarjev. Pa to bom jaz zmrm trdil. Ne more se primerjati seminar online ali pa seminar v živo. Online, to je brez veze. Čeprav jaz se s tem ukvarjam, v naši firmi se z internetom ukvarjamo. Jaz bi mogel reči, internet je najbolj super, ne, ampak gledajte, moje mnenje je seminarji preko online, to je brez veze. Mislim, brez veze. Če to nekje enega Američana, da poslušaš, kad mogo je na avion se po Ameriko pelati, ti še mogoče je preko seminar. Zdaj pa, da imam pa jaz seminar v Ljubljani.
ali pa online. Veš, da bom šel v Ljubljano. Veste, koliko ljudi sem jaz na seminarjih spoznal. Se usedeš v prvo vrsto, lejte, to, ko jaz nekoga gledam na ekranu, manj se zapomnim, manj dojemam, to sem prepričan. In hodite na seminar. Enkrat sem v seminarju v Ljubljani in me ena gospa napiše, jaz bi tako rada prišla na vaš seminar, ker bi rada nekaj delala, pa me zanima, če boste imeli kdaj seminar v Grosuplju. Iz Grosuplja v Ljubljano se ni mogla pripeljati. Jaz sem se pripravljen za dober seminar 1000 kilometrov peljati. Ampak gledajte, ta gospa v bistvu si sploh ni želela sprememb. Ona je sam hotela povedati, da bi rada nekaj delala, da je sama sebe potolažila, ker nič ne dela, ne. Tako to je. Tako da seminarji, gledajte, tudi brezplačnih je veliko. Pa tudi plačati se splača seminar. Glejte, jaz sem bil na ogromno seminarjih zastonj, ker sem bil tudi neki gostujoč predavatelj in so mi celo še plačali, ker sem šel predavati, ne. Pa potem sem še zastonj seminar. Vrhunsko, kaj češ boljšega, ne. Ampak tudi plačal sem že kakšen seminar drago. Pa mogoče kakšnega tudi predrago, ampak če pa vse skupaj pogledam, je bil to odlično investiran denar. No, tretji nasvet je pa, da pojdite čim prej v akcijo. Poznam tudi ljudi, ki so prebrali 1000 knjig, ampak nikoli pa ni čas, da bojo oni v akcijo šli. Ali pa poznam enega človeka, ki že 10 let mi govori, 10 let, res, ali pa 8 minimalno, da on bo z YouTubeom služil milijone. Ampak to mi 8 let govori. Jaz mu zmeraj rečem, pa kdaj boš začel? Ja, bom, zdaj še neke ideje razmislim. Glejte, vi se učite takrat, ko začnete delati. Glejte, mikrofončka nimam danes, ker sem ga enemu pozabil. Sem čisto pozabil na to. Glejte, to je zato, ker premalo to delam. Premalo delam, če bi to večkrat delal, ne bi to pozabil. In ti se učiš, ko delaš, in če ti na YouTubeu spet začni videe snemati, gor jih daj na YouTube, pa boš videl, kaj je. Ljudje pa najdejo 1000 in en izgovor. Ja, pa hočem idealno spletno stran. Ne, prej ne bom, dokler ne bo vse čisto piko. In nikoli ni ta prav čas, Pa mine 10 let, on je 10 let starejši, tiste njegove ideje mogoče pred 10 letem celo dobra bila, ampak pa zastarala, tako da akcija. Akcija. Glejte, poznate stran Po svetu. Oni so zdaj, ko so se te turistični boni začeli, so odprli, mislim, da je boni ali bon.posvetu.si ali kom, ne vem kaj. Pišete turistični boni po svetu, pa vam bo ven vrglo. To je človek, ki ga jaz osebno poznam, tudi, ko kupam kakšne letalske karte, on je strokovnjak za to, vse najdete, ali pa za kakšen popotniški nasvet, ni boljšega, Miha mu je ime. Glejte, sodelavce to videl. 2 dni po tistem, ker je slovenska vlada sprejela, da bomo te bone dobili, so oni imeli spletno stran narejeno. Isti poslovni način, kot smo ga mi imeli pri enem projektu Apartmaji Direkt pred 12 letem smo to začeli. Isti poslovni model, čisto nič drugačen. In ne bom vam zdaj povedal, ker nisem njega zadovoljenja vprašal, ampak on mi je povedal, koliko ima ta spletna stran obiska, lahko vam samo povem, da 10-krat toliko, ker sem jaz mislil, da ga ima. In meni so delavci rekel, glejte, vsaka en čas, v 2 dneh naredili spletno stran in začeli.
prvi so bili in to je, in zato se mi človek pove, to je neverjetno laufalo. In jaz potem te apartmaje direkt sem imel še z 2 partnerjem. In njima to povem, sem rekel, lejte, kaj nam je falilo. Mi, ko je bila od enega neka nova ideja prišla, mi smo se najprej 2 meseca pogovarjali, kako bomo to naredili. Pa je en videl nekje sam cel k problemu, druge, druge in na koncu smo se samo 2 meseca pogovarjali, pa nič naredili. Tako ne gre. To je treba samo zaštartati in to je to. In to je potem pride do uspeha. Na vprašanje bom šel na konec, imam tukaj še čist malo, sem še 3 točke na hiter, potem gremo pa na te vaše komentarje. Tisti, ki komentarje še niste napisali, ali vprašanje, ali karkoli, dejte ga. Kakor sem vas pa prosil, dejte pa tudi malo napisati, ali vam je tole kaj pametnega ste zvedeli, ali niste nič pametnega. Če ste kaj pametnega, povejte, kaj ste pametnega, da majčkeno feedbacka dobim, vam bom izredno hvaležen. Lejte, potem pa 3 stvari, ki vas bodo naredile srečne. Zdaj, veste, sreča je ena taka, bom rekel, zelo taka stvar. Vsi bi bili radi srečni. Tudi tisti, ki nismo srečni, radi igramo pred drugim, da smo srečni, ne? Jaz sem pa v zadnjih letih ugotovil, da če hočeš biti srečen, moraš predvsem biti pošten do sebe. Najslabše je, če boš ti sam sebi lagal, da si srečen. Si čist po domače povedano v K in ti sam sebi govoriš, kako je meni fino, meni je super, to tret. To, da sam sebi lažeš, to je po mojem najhujš, kar lahko narediš sam sebi. In jaz zase vam garantiram, da nisem človek, ki vam bom rekel, da je super, če mi gre vse narobe. Meni, če gre vse narobe, vam bom povedal. Pa ni to jamranje, ampak jaz takrat, ki pa res me nekaj muč, pa povem, da pa pač je tako, kakor je, ne. Vete, to je ena takih prvih zadev, ki jo morate vedeti, ne lažite sam sebi, ne lažite. Pa lejte, potem se mora človek sprijazniti, da vsega na tem svetu ne bo mogel imeti. Vete, jaz sem dolg časa, bom rekel, skozi nekaj v podzavesti me je tiščalo, ne, samski, nimam družine, nimam otrok, ne, to je normalno, da imaš, mislim, normalno. Zdaj pač se je veliko takih tudi, ki nimajo, ne. Ampak, glejte, pač tega nimam, nekdo pa nekaj drugega nima. Glejte, jaz imam pa potovanja. Malo ljudi toliko potuje, kot jaz in toliko uživa in toliko fino se ima. Razumem, otroci so sreča. To sem šele zdaj pogruntal, kar sem 2 nečaka dobil. Ne, super. Mojemu bratu, 100-krat bolj uspešen podjetnik, kot jaz samo navošljiv, edino 2 čudovita fanta, ki jih ima. Drugega pa čist nič. Ne zamenjam njegov življenje z svojemu manj denarja. Ampak, gledajte, preprosto se ne moreš imeti. Tudi, ne vem, če imaš željo imeti 5 otrok,
to zdaj sam predvidevam, je težko pol več uspešen podjetnik. Oziroma, tako bom rekel, 5 otrok verjetno lahko imaš, pa si uspešen podjetnik. Sem kaj bo s tem otrokom, ki te ne bojo nikoli videli? Dajte, se veste, vzgoja je vse, ne. Dajte, običajno tam, ki so otroci problematični, našem psiholog bi sam starše videl, pa bi lahko z neko 80% natančnostjo vedel, a je z otrokom vse ok, ali je kaj problematičnega, ne. Tako da, pač vse ne moreš imeti, ne. Tudi, če ti odpreš podjetje, ne moreš zdaj razmišljati, da boš pa prvo leto že, pa 3 mesece, pa po potovanjih hodil. Ejte, jaz tele potujem zadnjih par let, sem firmo tako postavil, da to laufa tudi samo od sebe, nič slabš. Je že malo strnatujem, pa tečem, tako da se sodelavci znajo boljši stranko dogovoriti, kaj jaz sem že malo preveč živčen. Ampak, glejte, na začetku si pa to ne moreš privoščiti, ne. To pol pa hitro propadeš. Tako da pač vseh stvari ne moreš imeti. Zdaj pol pa, jaz, če bi svojo srečo ocenil, pa je probam čim bolj realno oceniti, ne, ker nočem sam sebi lagati, jaz bi nekje ocenil, če bi od 1 do 10 ocenjeval, bi ocenil iz 8. Mogoče plus 8. Sem pa prepričan, da 90% ljudi je manj srečnih, kot jaz. Pa ne, da jim to ne želim, ampak mislim, da je tako, no. Ne, ker to tam, glejte, to, ki ti nekoga vidiš, celo prijatelja, ki ga dobro poznaš, niti ne moreš točno vedeti, ali je srečen ali ni srečen, ker ta slabih stvari ljudje ne povejo. Pa glejte, saj to sploh ni poanta, ne. Ampak, glejte, jaz sem svojo srečo našel v tem, da sem našel smisel, da delam to, kar me veseli. Čeprav sem to dolgo časa iskal. Glejte, vse se je moglo poklopiti, ne. Glejte, moj smisel življenja, zdaj to tudi lahko v tistem članku preberete, da potujem, raziskujem, pišem, poročam, meni je to, kdo bo rekel, iskanje pozornosti, ampak meni je to, da sem nekje na enem kraju, nekaj posnamem, nekaj povem, nekaj napišem in da vidim, da me to ljudje berejo. Pa nimamo tega tudi evra, ne. Meni je to taka sreča, da vam ne moram povedati. Mogoče bo kdo rekel, da je to iskanje pozornosti. Mogoče. Se sploh ne sekiram, tudi če je. Jaz sem vem, da je meni to dober. In koliko sem jaz navdušen nad neko naravo. Sem bil v Srbiji pred 2 mesecem. V 2 dneh sem prehodil 40 kilometrov po hribih, dolinah. Jaz bi jih prehodil še 40 v teh 2 dneh, če bi ne noč bila, ker to mi je energijo dajalo, ker mi je bilo vse tako lepo, vse tako zanimivo, da je bilo neverjetno in jaz na teh potovanjih tako uživam. In glejte, potovanja so kot smučanje, pa ne samo potovanja, večinoma vse stvari. Glejte, na začetku te potovanja brez veze. Jaz sem potovati začel verjetno 80% zato, ker takrat ni še noben potoval, govorim leta 1989, sem šel jaz prvič na potovanje v Turčijo, doma sva se pa z bratom zlagala, da greva v Grčijo. Tako da, če se nama še kaj naredilo, nas bi v Grčiji iskali, ne v Turčiji, ne. No, in to ni bilo nekega vesela. Jaz sem bolj hotel zato, da se bom pohvalil.
To je leta 1989 v Turčijo. To je bil bolj se za pohvaliti, ke pa, da greš zdaj v Avstralijo ali pa Novo Zelandijo. 100%. Ampak gledajte, pol sem to hodil čedalje bolj pogosto in čedalje bolj zanimivo mi je bilo, čedalje bolj zanimivo, čedalje bolj zanimivo. Še dobrih 5 let nazaj sem jaz bil domotožje na potovanju. Zdaj ga nima absolutno nič. Zdaj potovanje raj podaljšam, če bi dal do možnosti, da grem 2 dni prej domov, ni podrazno. Podaljšam, Srbijo sem podaljšal 3 dni. Škoda, ker nisem še 3 dni. Tako da, gledajte, eno tako zadevo morate najti, da vam je strast. Zdaj, to imamo ljudje različno. Jaz sem se najdel v teh potovanjih v kombinaciji z pisanjem, fotografijo, snemanjem in to. To je meni, ker mene ta internet, pa vse to, mene to zanima. Tudi ne tole, ki izdelam optimizacijo spletnih strani, meni je to hobi. Jaz bom to zmeraj počel, zato ker mi je super. In zdaj mora pa vsak najti nekaj takega zase. Veste, saj to je lahko tudi nekomu družina to pomeni, ne? Pokvarjanje z otroki pa to. Vsak mora sam zase najti, ne? Ampak kdaj se je treba pa tudi kaj prisiliti, ne? Veste, vsak, ki smuča, ve, da se ni na smuču usedel, postavil in smučal in užival v smučanju. Moja mama se je tam začela učiti smučati, ker je bila stara 35 let. Ja, ona 10 let se je učila, ni imela čisto nič od smučanja. Zdaj pa stara 75 let, je pa ni strmina, da se ona ne bi pelala. Tako da vsaka je čas, ampak koliko se je mogla matrati, da je prišla do tega užitka. In to posod za vse se treba majčkeno pomatrati, tako da najte si nekaj. Nekaterim je tudi tako vesele delo. Mogoče kakšne ljudi mi sploh ne razumemo, da res tukaj v delu uživa. Jaz sem tudi včasih ful užival v delu. Ampak zdaj mi je pa ta glavna zadeva potovanje, ker jaz hočem raziskati svet. In zdaj me že majčkeno grab, da jaz ne mogu vse raziskati, kar bom hotel, da bo življenje prekratko. In zdaj sem obseden s tem. Tako da, jaz sem že kot otrok bral tistega Jamesa Cooka, ki je bil raziskovalec. In to mi je bilo fantastično, ki je on tam odkrival tiste otoke v Tihom oceanu, pa to. In jaz sem bil razočaran, sem rekel, joj, jaz bi tudi tu delal, ampak se zdaj že vse odkrito, nimaš več kaj novega odkrit, ne? Ampak, glejte, jaz odkrivam naravo, pa to, kar gledam, jaz to zase odkrivam, ker mene to toliko zanima in sem toliko navdušen in tega je toliko, da če bi 5 življenj živel, ne moreš vse pogledati, kar te zanima na tem svetu. Tako da morate eno strast najti. Pol eni niso srečni zato, ker dajejo denarju prevelik pomen. Pa tudi brez denarja so. Veste, dosti ljudi je brez denarja, zato ker ga zapravlja za neumnosti. Veste, jaz ne razumem ljudi, da dela več let za avto. Par let dela za avto, da ima polog za leasing, pol pa še par let ta avto odplačuje. Jaz to ne razumem. In pol jamrajo, da ni denarja. In jaz to še kakšne mlade fante razumem, ki mora punce malo osvajati pa to. Ne razumem pa ljudi, imajo otroke, ženo, družinski človek in da si hoče zdaj dober avto kupiti, zato, da bomo božga ka sosed, da bomo božga ka prijatelj. Bog se usmeni. To jaz ne razumem. Meni dajo
preveč pomeni denarju in se sploh ne zavedajo, da se da z najmanj denarja dobro živeti. Glejte, potovanje meni ljudje mislijo, koliko mene koštajo te potovanja. Pa te potovanja so čisto poceni. Glejte, zdaj nazadnje, ko sem šel v Srbijo za 11 dni, maksimalno 350 € sem zapravil, pa sem šel sam. Z avtom sem naredil 2500 km in glaven strošek je bil bencin pa cestnine. Prenočišča sem plačal od 10 do 15 € na dan, na noč. Cena za prenočišče bi bila popolnoma ista ali pa za 2 € višja, če bi bile 2 osebe. Če bi šli na pot 4, bi strošek bencina, cestnin na 4 delili, tako da, če bi šli 4 na tak potovanje, ja bi lahko teh 11 dni prišel čez, ja ne vem, ja bom mačkam pretiral, pa bom rekel 150 €. Ker, če si se šel dober, ven najesti, je to koštalo 7 €, 8. Včasih je bil dan, spomnim se, ko sem bil v Titovem Užicu in je bil lep sončen dan in sem rekel, moram izkoristiti, da vidim čim več stvari, ampak sem mu namenjen vmes jest, pa nisem v časa in nisem šel. Jaz sem šel tisti večer, sem šel burek si kupiti, za katerega sem dal 1 €, pa zjutraj sem zajtrk jedel, že tam, kjer sem v prenočišče, zajtrk me je pokoštal 1,5 €, ampak to je bil zajtrk, da si se orenk najedel, ne. Tako da, glejte, to sploh ni drago. Sicer, ne vem, poznam kakšne ljudi, ki imajo z denarjem bistveno večji problem, kot jaz, ampak ne vem, kje sploh najdejo take nočitve, da je 5-krat dražji, kakor si jaz najdem. Ne vem, da imam občutek, da jaz ne znam nekaj dragega najdeti, eni pa, da ne znajo nekaj poceni najdeti. Pa še čisto ena zadeva, sem že omenil, tudi pričakujte, da vas bojo ljudje kdaj razočarali. Pač, tako to je v življenju. In če boste to pričakovali, ne boste toliko razočarani pa živši. Pač, to se dogaja. Glede, zdaj imam pa tukaj še eno vprašanje, ki mi ga je po mailu en poslal, Valentin. Pozdravljeni, eno vprašanje, oziroma prosim za nasvet. Sam sem mlad z veliko željo po finančnih uspehih in z magisterijem iz računalništva. Trenutno delam v podjetju, a bi rad šel na svoje. Pri tem imam 2 problema. Nimam ideje, kakšna računalniška področja so na voljo, ker bi lahko uspel sam. Zdi se, da za vsako stvar potrebuješ večji kapital in sodelavce. Preveč sem ziheraški, ne upam si tvegati, zato gre veliko priložnosti mimo mene. Zanima me vaš pogled oziroma mnenje o tej moji situaciji in če je mogoče tudi kak nasvet. Stvar sem poskusil malo posplošiti, ker verjetno nisem edini s tem problemom. Se že veselim webinarja. Glejte, prvič naj povem, da se to nikakor ne strinjam z vami, da rabiš kapital pa sodelavce. Glejte, zdaj je ogromno povpraševanje po izdelavi spletnih strani. To, če se naučite delati, glejte, ne rabite 0 kapitala. 0. Obstajajo tečaji. Mogoče pete v eno podjetje delati za 1 leto, da se orenk naučite, malo začnite že zraven delati, ko pa boste videli, da že nekaj lahko zaslužite, pa pejte v to. In glejte, absolutno nič ne riskirate. Niti 5 € ne riskirate. Glejte, zdaj pravite, da ne veste, kaj bi počeli. Glejte, ena stvar zelo pomembna, ki jo nisem danes omenil. Glejte, delati morate tisto, kar vas veseli. In ne gledati,
kaj boste delali, da boste zaslužili, ampak morate najti tako delo, da vas bo veselilo. Glejte, mene lahko daste delati v neki računovodski servis, mi lahko daste plačo kakršno šte, jaz to ne bom mogel delati, ker meni je to muka. Enim je pa jih to všeč. Tako da, glejte, vi morate najprej najti nekaj, kar je všeč. Probajte, če ne veste kaj, probajte več stvari. En tak biznis je tudi optimizacija spletnih strani. Pa potem to, kar vse pri nas v podjetju delamo, recimo Facebook oglaševanje, da se to naučite. To prvič službo dobite, če znate, lahko sami delate za ljudi, ker to je kar zakomplicirano in samo podjetje to ne znajo delati. Oziroma veliko podjetij to dela samo, pa pravijo, ja, Facebook oglaševanje se ne splača. Oni pravijo to zato, ker ne znajo in zato poleni potem nekoga najemejo, nekateri pa pač pravijo, ne, to ne dela in potem pustijo. Je pa res, ne, če se vi hočete Facebook oglaševanja dobro naučiti, morate tudi veliko za oglaševanje zapraviti. In to je problem se naučiti. Tako da to se najlažje naučite, če v eni firmi delate na tem področju, da se boste z drugim denarjem učili, da se na svojem. Ker rečemo optimizacijo spletnih strani, to se lahko pa brez investicije naučite. Ne? Pa lejte, mislim, na tem področju, Google oglaševanje, pišete neka prodajna pisma, če se to naučite. To je vse super plačano delo. Lahko ne vem, si naredite spletno trgovino, ampak fino, da prodajate nekaj, kar vas zanima. Tukaj imam zdaj za spletno trgovino, ampak to bom pa en drugič naredil, en video posnel. Ko sva sodelavcem do ene dobre ideje prišla, neverjetna ideja je. In bom tudi v videu povedal, točno za katero panogo se gre. Tako da boste mogoče celo čisto isto lahko kopirali, če boste hodili. In sem prepričan, da lahko uspete. Ampak to ne bom zdaj, da ne bo preveč vsega. Tako da, lejte, ne rabite kapitala, začnite, se lejte ziharaški, se kdaj moraš mečkan riskirati. Ampak ne je pa v neke take riskirancije, da boste šli zdaj kupiti delnice, da boste šli zdaj kredit dvigati, pa delnice kupiti, ali pa bitcoin, ali pa karkoli. To pa, boh ne dej, tukaj pa boš, da ste ziharaški. Evo, gremo zdaj pogledati malo te komentarje. Čakajte, tole moram ponovno ugotoviti, kako do teh komentarjev pridem, da vse vidim, ker je v živo, se to mačkam drugače kaže. Aha, zdaj pa vam, ja. Komentarji sicer ne more. Zdaj bom te komentarje na hitro pogledal, pa kakšen ga odgovoril, komentiral. Vse ostale, ki jih pa ne bom zdaj v tem prenosu, bom pa po tem, ko končam tole, bom pa šel tudi vse čez in bom odgovoril. No, tukaj sem dobil eno zelo lepo pohvalo od Mojca Gale. Hvala. Evo, tukaj me Janko sprašuje, če so ti všeč potovanja in pišeš in
ti od tega nimaš nič, pol od česa živiš, kaj prinaša kruh. Glejte, meni glaven zaslužek prinaša, pač v podjetju delamo optimizacijo spletnih strani, izdelujemo spletne strani, z vsem vrstam oglaševanja se ukvarjamo. Glejte si pa preberite tisti članek, katerega sem link dal, tam sem pa tudi lepo pisal, jaz zdaj kakšnih 100 evrov tudi zaslužim iz tem potovanji. In sem tega zaslužka zelo vesel. To pa zato, da imam pol en tak pri sebi občutek, da mi to delo, da imam manj slabo vest, da imam manj slabo vest, da grem pač nekam na potovanje, ne? In pol računam, se enkrat bo več od tega, se to splača. Ampak, glejte, jaz niti približno to ne delam za denar, čeprav imam pa željo, da bi s tem dobro zaslužil, zato ker pol čutiš, da je to neki uspeh. Je pa, če bi jaz požrešen bil na denar, jaz bi delal sem tole, optimizacijo. Sem vrhunski strokovnjak na tem področju in sem za ta del vrhunsko plačan. In bom rekel, da vse to, kar potujem, zgubljam denar, ker ne delam to, ne. Tako da od tega jaz živim, pa ne delam to zaradi denarja. No, Silva je napisala, da ima moja knjiga in da je fantastična, to se lahko v komentarju preberete. Prav, da nekaj povem v prodaji, Silva, bom to kdaj drugič, da čist ne zahajamo, kar se teme tiče. No, evo, še en komentar, ki me izredno razveseli. Tole je pa super debata, sem podjetnica 17 let, pa takšni nasveti, ki ste jih delili danes, vedno pridejo prav. Glejte, me zelo veseli, Barbara, kaj ti prav, da dela in posluša, super. Glejte, Bojan prav naslovi poslovnih knjig. To je zdaj malo odvisno od kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč. Glejte, jaz tudi veliko psihologijo berem. Ampak glejte, ena super knjiga, kako sem, taka, ki vas bo navdihnila, od Richarda Bransona, Kako sem izgubil nedolžnost. Zgodbica, njegova poslovna zgodba, veste, on je zelo uspešen multimilioner, svoj otok ima. Glejte, že z take zgodbe se veliko naučiš. Glejte, bom jaz tudi enkrat naredil, zdaj tole ste me s tem vprašanjem presenetili, ampak bom en spisek knjig naredil, pa enkrat na blogu objavil, tako da boste videli. Glejte, priročnik za pisanje oglasov. To je v bistvu knjiga, kjer piše o psihologiji pisanja. Vrhunska knjiga. Vrhunska knjiga, to bi mogel vsak prebrati. Ker tudi, če to knjigo prebereš, prošnjo za službo boš bistveno boljš napisal, kakor jo boš napisal, če ne boš te knjige prebral. Predvidljivo nerazumni, od Dan Ariely. Cel kup je teh knjig, malo se moram spomniti. Potem Malcolm Gladwell je moj najbolj priljubljen avtor. Prelomna točka, Preblisk, to je vse ta avtor. Lejte, bom sestavil seznam in ga enkrat objavil. No, isto me Valentin sprašuje. Janez me sprašuje, če prodajam pirotehniko. Ne, sem velik nasprotnik pirotehnike.
Dobro, vidite, Joža se me je mečkan lotil, ampak vidite, kakor sem jaz rekel, jaz se to čisto ne sekiram. Vidite, jaz vem, kako je situacija. Ne pa še Janez Franc ima nadimek, ne. Če imaš ti jajca, ime, priimek, svojo profilno sliko, pa pol pluvaj. Takole se upa vsak otrok pluvati, ne. Tako da bolj iz sebe budalo dela, kot z mene. Alenka pravi, da so kače. Aha. Evo, vidite, Janez Franc mi celo pravi, da sem pedofil. In zakaj bi se zdaj jaz mogel sekirati, če vem, da nisem? Verjetno bi se sekiral, če bi bil. In jaz tudi nikoli takih nesramnih komentarjev ne brišem. Edino jih brišem, če druge žalijo. Ker jaz vem, da nekatere pa to prizadene, niso vsi tako, kot jaz, da jih to absolutno nič ne prizadene, da tisto brišem, če nekdo drugega žali. Glejte, smo skupaj že več kot urico pa pol, tako da bom jaz tole počasi zaključil. Vse komentarje bom šel čez, če ne zdajle, jih bom šel pa jutri zjutraj in vse odgovorim. Če imate še kakšno vprašanje, ga zastavite, bom to še vsaj en teden gledal pa odgovarjal. V komentar lepo zastavite. Če vam je bilo všeč, všečkajte, kaj napišite, delite. In če bo odziv dober, bom naredil še kakšen tak webinar oziroma seminar v živo ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da, hvala, ker ste me gledali in se pač vidimo, upam, da čim prej. Adijo.